Jujo, kaj dogaja? Nova sezona v moji glavi pomeni čas za nov bajk. Ta mi poleg tanjše denarnice prinese tudi obilo sreče, veselja, radosti in lepih spominov in vlije malo motivacije za naprej. Na vaši levi vidite mojo letošnjo raketo Yeti SB6 2018, s katerim sva prevozila kar nekaj, se imela fajn, zmagala eno amatersko enduro dirko in predvsem ni me pustil konec cedilu. Kaj bi ga lahko sploh zamenjal leto 2019? Pa poglejmo. Yeti SB6 2019, se razume. Verjamem, da si zdaj kdo misel, what the fuck, pa zakaj bi imel vse sta ista? No, mogoče na prvi pogled, ampak ne vam pokažem, da nista čisto ista. Evo, prva stvar, kjer je razlika, je barva. To smo že povedali, ampak še je barva modeli. Turkizna proti črni, v vseh logičnih pogledih bi mogla črna prevladati, ampak pri meni je pa tako. Ferrari mora biti rdeč, Aston Martin mora biti British green, Honda kakšna mora biti Championship white, E46 M3 mora biti limona, Yeti mora biti pa turkizen. In nas sem pojamral, da bi imel turkizenga, sam so ga pa zasrali s tem, da so tlačili neke oranžne detajle gor, letos je prišla pa rumena na turkizno in to je pa zgodovina dirkanja v tej barvi. In to se ceni, ne. Pa ne me narobe razumeti, če je kdo kle za črno, sem jaz za črno. Ko odpreš omare, sama črnina, ozadje na računalniku je čist črno. Vse je črno, razen dik ni črn. Vse veste, ne. Pa tudi vem, veliko vas bo, ko bo rekel model črna proti bazen turkizni. Pa kaj s tabo se zmeša? Verjamem, vete, tukaj imam vaše mnenje. Postavil sem si ga imaginarno v dlan. Gledam ga, prebiram, po eni strani cenim, po drugi strani pa si ga nesem takole k zadnjici in si ga porinem v rektu. Ne? Bajk je moj, jaz ga bom vozil in meni je všeč. Druga stvar, kjer se okvira razlikujeta, je v napeljavi bovnov in sicer oba imata internal routing, torej notranje napeljane bovne, s tem, da ima 2018 model še narejen tako, da se kabli premikajo prosto po Prešernu in jih je načeloma malo težje spraviti od točke A vse do točke B, medtem ko ima 2019 model že narejene notranje odlitke, namenjene prav za bovne in je montaža cevi nemotena in zelo tekoča. To bi mogli imeti vse firme, se strinjate? Se! Tretja stvar, kjer je razlika, je pri zadnjem amortizerju. Sicer letošnji model je prišel opremljen s Foxfloat DPX2 Kashima, pri 2019 modelu so dali pa že Foxfloat X2, tudi Kashima, se razume. Kje je catch? Kaj je razlika? Foxfloat DPX2 je opremljen z enim reboundom in dvema komprešnama in manjšo zračno komoro, medtem ko ima Foxfloat X2 dva rebounda, dva komprešna in večjo zračno komoro, to pomeni manj se segreva, boljše delovanje nasploh, bolj se približa mogoče temu coil feelingu, medtem ko je Foxfloat DPX2 bolj trail orientiran fader. Jaz s tem sicer nisem imel nobenih težav, mi je delo dobro, ampak mislim pa, da bo tole konkreten upgrade v performansu. Ga bom pa prodajal, oziroma ga prodajam, če bi ga kdo kupil, ker bi še vsem probo coila, tako da, če si zainteresiran, piši. A ja, pa 216x63 je mera, tako da preveri, če ti paše, pa namontiraj ga. Četrta stvar, link, kakor vidite klele pri mojemu 2018 črnuhu pride karbonski link, medtem ko so šli pri 2019 na aluminijastga. Klele so ga tudi malo pofrezali, najbrž da prešparajo na teži, ampak po pravici povedan, ne vem, kje je trik, ne vem, kje je fora, vem le, da podjetju vejo, kako stvar delati mora, bi rekla slon in sadež, da pa šalo na stran, nimam pojma, zakaj so se za to odločili. Jaz pri letošnjem modelu nisem niti ene težave s tem linkom, tudi lagerji noter so ostali na enem mestu, tako kot mora biti, nič se ni razširil ta karbonska zadeva. Pojma nimam. Ne bi se čudil pa, če tudi malo šparajo, ne? Kdo bi ga vedel. Peta in zadnja stvar pa je tale aksa. Kakor vidite, klele je quick release, kdaj sem tudi malo podrajal kakšno skalco, pri 2019 modelu pa pride zelo okvir in na inbus, ne. Očitno so hodili dobiti s tem mačkon clearansa dodatnega, ker tam je štrlel, kakšen centi pa pol ven, kle pač ne. Nisem pa zdaj zihara, bo to zaščitil bolj ali manj, ker je toliko okvir, ne. Kaj pa vem.
pustimo se presenetiti. Ok, pa da zdaj še zaključim to zadevo, ne. Kakor vidite, nekih drastičnih razlik med modeloma ni, ne. Recimo temu, da je 2019 model facelift verzija 2018 modela, ima neke take izboljšane cukrčke, kot so mal updaten internal routing, boljši zadnji fader, aksa mal lep zgleda, ampak to bistvenih voznih lastnosti ne bo zboljšal. Ok, pustimo fader, ampak fader se da lahko tudi na ta model, pa tudi če vam je una aksa lepša, ta nova, se da tudi na tega, sem prepričan. Kar se ostalih standardov tiče, je še vedno boost v zadnji, ISCG 05, press fit, ležaj, isti head tube, isti primer za sedežno oporo, tako da isti Switch Infinity, nič se ni spremenil, karkoli tacga, no, bi rekel zdaj, da se bo pa ful bolj pelil se bo načeloma isto. Se mi zdi pa vreden, da zdaj, preden gre v druge roke, ja, je prodan in gre v lastniku, ki bo znal to ceniti, tako da sem kar vesel. No, se spodob, da povem še kaj o teli črni mambi. Imel sem ga natanko 1 leto, z njim sem naredil točno 94 fur, imam zapisan in v vseh teh furah ni prišlo do nobene izredne ali pa redne napake, nobenega lufta, nobenega pokanja. Naredil sem 2 generalki, ležaji so bili v krasnem stanju, Kashima coating in Switch Infinity linka se ni nič zdrajso dol, pa sem pol malo prebral po forumih in sem tudi videl zakaj, zato ker ima tekle 2 vijaka na eni strani, pa 2 vijaka na drugi strani in jih moraš zategniti na isti newtonmeter, ker drugače ena stran bolj vleče in posledično je obramba na eni strani Kashime boljša. Tudi ročno si lahko probate, kako drsi ta drsnik in se takoj občuti, če kakšno stran preveč zategnete. Drugače pa overall brez kakršnih koli pripomb na ta bike. Mogoče, kar bi jaz naredil, če bi si ga naredil po svoje, je, da bi malo skrajšal tole zgornjo cev, ker je v zadnji bike pol kar visok za moje pojme. Bi imel malo nižjega, ampak overall brez problemov. Verjamem, da se mnogi sprašujete, zakaj nisem vzel enega od novo predstavljenih modelov SB130 ali pa SB150, se pravi novo enduro stroja ali pa umarno stroja. Razlog je v tem, da sta 29 solarja, ne. Meni 29 solar ne potegne to. Res, da nisem teh modelov novih pelil, ampak tisk pa kar sem pelil, bom pa rekel, da se na 27,5 počutam veliko boljš, ampak to je moje mnenje. Zdaj verjamem, da kle bi bila to lahko zgodba za kakšno drugo debato, kle ne bomo prišli skop. Pač jaz bi lahko tudi na 26 solarju, ampak ne, zadeva nas nekako, razvoj gre naprej in nas nekako posiljuje, da kupimo neke take standarde in nasedamo na to. Kakšni so boljši, ne rečem, večina pa pač tudi še ne. Ampak po drugi strani mi je pa pokojni Gorazd Tržiščar vedno drgal, mi je vedno rekel, pa Vreček, kaj se doma zmrzlo vodo širate, ne. Ne, samo to tehnologijo smo z veseljem sprejeli, ampak nekaj meja, ne. Ampak pustimo to debato, mogoče za naslednjič. Zame 27,5, to je to. Furite tisto, kar vam paše, drugega vam ne morem reči. Tako da upam, da ste uživali, da vam je bilo fajn in se vidimo naslednjič.